volijo preprostega izpostavljanja mnenja sodelavcev, ker to, da ti upoštevaš mnenje sodelavcev, je že osnova za višjo kreativnost in produktivnost, ki ne prenašajo raznolikosti med zaposlenimi. Glavno ti psihopatski narcisi, to so cele študije narejene o tem, kako jih preprečati pot do vodstvenih delovnih mest. Avstrija je povsod so. Ni jih v Avstriji, ni da ne bi bilo takih ljudi. Ampak Avstrija sistematično, mi smo imeli predmet o tem, kako se pač izvaja proces kadrovanja, da se prepriči napredovanje narcisističnim psihopatom. Dobesedno. Kaj se vem, ja. To je to bilo, ne? No. Glejte, to je tako. Tam pač verjetno na svojih tleh so bolj sistematični, ne? Ja, ampak tako, mimo glede, ne? Da včasih ni nujna delavska participacija, ker mi imamo veliko odgovornih lastnikov, ki so zelo dobri, tudi v Sloveniji, pa so lastniki in tako naprej. Da niso vsi lastniki, in ni potrebno vedno, da so delavci tisti, če je lastnik tak, da sliši mnenje delavca. Bo pač več možnosti za uspešnost podjetja. Izvolite. Matjaž Hanžek, jaz bi začetka dal en primer o učinkovitosti samoupravnega in kapitalističnega. Leta 1945 je Slovenija popolnoma porušena izvažala les, navadne hlove. V 45 letih samoupravljanja smo se razvili do stopnje, da smo izvažali pohištvo. V 20 let kapitalizma spet smo napredovali in izvažamo spet neobdelane hlode. Tukaj je ena taka mogoče malo žalostna zgodba primerjava, kdo in kje je kaj učinkovit. Bi pa samo, rad bi komentiral, ker sem pač malo dolg časa na svetu, vse te vaše nastope, da uživam v tem, ko na novo odkrivamo stvari, ki smo že imeli. Bolj ali manj vse to v različnih oblikah smo mi jaz 20, 30, 40 let preživo, 30 let recimo, potem pa mislim. Ampak kaj, vse se je bolj ali manj pozabilo, je ena izmed ekonomskih znanosti, ki se je začela recimo z Okunovo knjigo Neenakost in učinkovitost dva nasprotnika in teze, kako bolj bomo neenaki, bolj bomo ekonomski učinkoviti, kar je seveda ena izmed to, kar ste že vi rekli, izmišljotin, ki jih ponavljajo neprestano, večja neenakost, večja enakost, bolj bomo učinkoviti, pogledate primerjavo Ginievega koeficienta pa konkurenčnosti, pa boste videli, da so najbolj konkurenčne države, ki imajo najmanjša neenakost. Popolna izmišljotina. Javni sektor, tisti, ki zavira. Največjo krizo imajo tiste države, ki so najmanj. Ampak to so zgodbe, ki jih je neka ekonomska znanost, vprašanje, sforsirala, blokirala na različne načine z denarjem, najbolj s korupcijskim, nisi prišel v mednarodne revije, nisi prišel in tako naprej, dokler niso bolj manj vse popravili. Samo še dve besedi. Leta 70 je Forestier napisal knjigo 69, slovenščine imamo 40.000 ur, kjer je, slovenščine že imamo, ampak je bilo 70, kjer je rekel, leta 2000 bomo delali samo še pol časa, ko ga zdaj delamo celo v življenju, v različnih obdobjih, različno, ki ste povedali. Kaj? Neoliberalizem, namesto da bi šel v tej smeri, ki smo že takrat se ugotavljali, da že proizvajamo to, da lahko manj delamo, še večji pritisk na ene ljudi in še več nezaposlenih, ki so seveda grožnja za to, da lahko tisti, ki so zaposleni, skačijo skozi okno, če drugega ne ostane. To, ki ste rekli, da v Anglija ima počasni prehod.
Jaz sem delal na Zavodu za družbeno planiranje, so v začetka 80-ih že planirali, ampak pol je pa tranzicija to poštimala. Eksperimentalno, podpod. Ja, mi smo pa hoteli to že kar v plan do leta 2000. Ugotovili smo, da je stres, ljudje, ki grejo v penzijo, doživljajo stres in se poveča število samomorov, izgublja se znanje, ki gre na hitro in smo takrat rekli, da bi zakonsko uredili, da vsak dobi leto ali dve, ko gre v službo, ko gre proti penziji, se pripravlja na življenje v brezdelju, istočasno pa dobi nekoga, na katerem prenaša, ampak potem smo začeli se ukvarjati za tranzicijo in je tudi ta. Tako da marsikaj, da ne govorim o samoupravljanju, tako naprej, lahko gremo iskati kardelja samoupravljanja s temeljem marksizma in vse ostalo, bomo videli, da smo to bolj ali manj imeli in smo vrgli v stran zaradi ene nore laži. Hvala lepa. Naprej vprašanje. Če ne imam pa jaz eno vprašanje. Jaz imam eno vprašanje. Omenili ste pri Aleksandra prej, da bi bil en sistemski ukrep, ki bi olajšal delavske prevzeme podjetij, recimo ponudba nekega finančnega sklada, kjer bi lahko delavci najeli nek kredit, da bi se lotili tega predvida. Na tem komitija recimo ima dosta razgledan predlog glede spremembe tega zakona, kot so obeležbi. Mene zanima pa en sociološki vidik. Na to okroglo mizo sem povabil tudi Francija Ausca, pa žal ni mogel priti. On je pravnik in dober poznavalec kmečkega zadružništva. Zadružništva sicer v eni specifični panogi, ampak ta panoga je lahko indikativna. Namreč na področju kmečkega zadružništva imamo v Sloveniji dolgo tradicijo, še iz 19. stoletja naprej, pa verjetno še odprej, še iz predkapitalističnih časov, pravzaprav v neki drugi obliki. Tako da, bom rekel, poznavanje nekih mehanizmov je, znanje nekako tudi je, celo strokovno, ampak kljub temu je zadružništvo na področju kmetijstva danes na psu. V bistvu od vstopa v tako imenovano tranzicijo naprej zadeva ne funkcionira več, preprosto zato, ker ni zaupanja. Ker potencialni zadružniki ne zaupajo naprej drugemu, da ne bo kdo koga ogoljufal. In potem grejo kmetje rajši vsak sam investirati v celo vrsto specializiranih strojev, čeprav to ni rentabilno. Pravzaprav to, kar vidite pri ostalih slojih, tekmovanje s prestižnimi avtomobili, je pa tam tekmovanje pri tem, kdo bo imel boljšo kmetijsko mehanizacijo. Sprav, imamo neke težave tudi na področju socialnega kapitala. In zdaj me zanima, kako bi se to dalo premostiti, ker bojim se, da če pri kmetih, kjer je tradicija zadeva na laufa, potem mogoče tudi na področju storitev ali pa proizvodnih dejavnosti bi bilo vprašljivo. Jaz sem tudi sociologinja in jaz mislim, da se stvari rešujejo institucionalno. Jaz mislim, da preveliti nekako krivdo ali če hočete iskati razloge, zakaj nimamo več iniciative v tem smislu, če ste kot socialni kapital misli, da to je individualna dejavnost vezano na posameznika. Jaz se kot posameznika odločam, ali bom šla v kooperativo, ali bom samostojna kmetijska podjetnica. Mislim, da ne gre za individualno odločitve. Naša želja, naša izbira so marsikdaj in skoraj vedno umeščene v okolje, v katerem živimo. In tako kot je kolega omenjal, kot nekateri tuji avtorji, katere ste tudi vi zagotovo bral, enostavno okolje, ki omogoča ekonomski sistem takšen, kakšen je, preferira in v Sloveniji smo naredili politično odločitev. Torej, mi nismo prepustili ljudem
zdaj izbiro med tem, a želite še naprej živeti v socialističnem sistemu in imeti družbeno lastnino, ali pa želite postati samostojni podjetniki, ne stvegani in zaradi tega bogatiti in svoje kmetije samostalno. Mi smo naredili klimo, mi smo naredili zakonodajo, mi smo uredili davke, mi spreminjamo delovno zakonodajo in to je en institucionalni okvir, ki ni prijazen zadrugam. Zadružništvo je imelo pri nas edino in samo v kmetijstvu dolgo tradicijo. Zadruga je grda beseda bila, dolgo časa. Zaradi tega sem uporabljala besedo kooperativo, ko sem s tujci, z Ellermanom, med ostalimi promovirala delavsko lastništvo v 90-ih. Se nisem upala povedati, dajmo zadruge delavske organizirati, ker se je to slišalo strašno socialistično. In jaz sem optimistka, ker tudi živim nekaj časa, in ko slišim ponovno družbeno lastnino, tukaj govoriti iz mladih ust, mi je všeč, ker mislim, da je dozorel čas, očitno, da mladi ljudje spet odkrivajo stvari, ki so jih že slišali, že pokvarili in živeli, pokvarili, vrgli stran in zdaj jih je treba ponovno odkrivati, ampak v novih oblikah. In, a veste, bi rada odreagirala na dve stvari, katere ste vi govorili. To, kar vi želite spremeniti v zakonodaje, torej naj bo obvezno povsod. To se je izkazalo kot problematično. Imeli smo projekt od zgoraj usiljen in očitno ni živel v ljudi. Torej, če je samo to, da en delavec ali skupina delavcev želi zakon, jaz ne bi rekla, dajmo. Jaz bi obvezno udeležbo dobičkovala, ker ljudje, ne glede na to, so se odločili ali ne ustvarjajo dobiček in zaradi tega bi jim vsem dali, ampak to, da si želim upravljati, da želim participirati, to naj bo moja odločitev. Ker drugače, če ne želim, me ne moreš preseliti in to nima nobenega smisla. Vi ste govorili o skrajšanem delovnem času, ogromno, o tem smo, jaz predavam, ne nekaj, o tem Rifkin je ugotovil to, kar je kolega Hanžek povedal. Že zdavne, imamo tehnologije, ki omogočajo, da veliko manj delamo vsi skupaj. In da s tem, kar proizvedemo, se odločimo, kaj bomo. A bomo vrgli ljudi iz službe zaradi tega, ker rabimo manj časa delovno silo, ali bomo tem ljudem, kot pravijo Rifkin, pa Beck, pa ne vem, vrst avtorjev, omogočili nekaj, kar lahko rečemo, in tukaj se pridružujemo tej drugačni, popolnoma, radikalno onkraj drugi multiaktivnosti, v kateri bomo imeli pravico vsak delati nekaj denar, ampak malo časa, tako da nam ostane več časa za nekaj drugega, za participiranje v odločanju in planiranju, v politično participacijo, v kateri bomo enakomerno razdelili ta neplačani del dela, mamice in očetje, ne samo mamice, tako, da ne bom predolga, to je moj del odgovora na vaše vprašanje. Torej, kot sociologina mislim, da gre za sistem, da odgovor na vprašanje, zakaj so se zadružni tudi iz te tradicionalno zadružniškega okolja išli, ker je sistem spodbujal sistematsko, zakonsko, z vrednotami, z navdušenjem, en popolnoma drugo ekonomsko logiko. Čist praktičen vidik, no ne vem, ali je to razlog ali ne, ampak ko imaš firmo se lahko dostkrat zgodi, ne? Mi imamo, ko smo povezani z drugim filmom, ko so uporabljamo pač nekatere opremo, ki je draga. Ampak pojavlja se problem, da ponovati se na isti dan rabi vse, ena firma, pa druga tudi, pa ta tretja tudi. Potem med mesec ne rabi nič, ne? Jaz mislim, da je to lahko razlog v teh, to je zelo praktičen razlog, ki je lahko razlog v kmetih, mislim, da je isto. Verjetno na isti dan rabijo traktorje. Ja. Čisto, mimo gredino. Mogoče je treba malo posplošiti to. Glejte, kaj je zadruga? V zadrugi že ni več profitnega motiva gospodarjenja, ampak zadruga zagotavlja neko gospodarsko korist.
nekomu, ki je sicer ne bi bil. Recimo temu tako, da upravlja neko storitev za te zadružnike. In ta storitev je običajno, in to so objektivni pogoji, kjer je smiselna zadruga, so običajno to, kjer imate, ta storitev je to, da izboljša vaš tržni položaj. Če ste vi mali proizvajalec, recimo, da je to proizvajalna zadruga, pa imate na eni strani, naprimer, kupujete sredstva od velikih firm, ste tam v izrazito slabšem, šibkejšem položaju v trgu, proti skoraj monopolistu, in običajno tudi prodajate veletrgovcu, pa ste spet tam v podrejenem položaju. In recimo ustanovite zadrugo, pa si mogoče izboljšate naprimer pogajalsko pozicijo na trgu, ali pa lahko kupite ali pa nabavite nekaj sredstva, ki jih kot posameznik recimo, da ne bi mogli. Zdaj, zakaj v kmetijstvu tako kot jaz se seveda ne bi upal špekulirati, vem samo to, da jaz mislim, da tudi vsa evropska in sicer slovenska, kolikor je avtonomna kmetijska politika, pelje in to kažejo rezultati zadnjih dveh popisov kmetijskih gospodarstv, kmetijskih obratov kmetij. V Sloveniji temu pojavu, ki ga Lenin opisuje v razvoju kapitalizma v Rusiji. Namreč srednji kmet je počasi izginja, veča se pa število in obseg posesti velikih kmetij, pa izrazito meškenih kmetij. In zdaj te tavelki nimajo interese in potrebe po zadružništvu, oni pač sami imajo svoja sredstva. Poleg tega je očitno, da subvencijska politika Evropske unije te vrste procese pospešuje in te tamejhni pa tudi ne. Tako da objektivnih pogojev več ni za to, da bi, mogoče ne se pa to ljudem kaže, kot ni zaupanje, ampak to je psihološki ali pa subjektivni pogled, ne objektivno pa po mojem predvsem to. Zdaj, če lahko še to, kje bi jaz videl priložnost za zadruge. Ena priložnost bi po mojem bila pri ekonomsko odvisnih delavcih. Oni imajo ta problem, da so izrazito šibkem položaju nasproti svojim, recimo, naročnikom, resnici pa delodajalcem. Lahko pa občasno